Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva. V Laškem so odprli prenovljen zdraviliški park. 20 let kinološkega društva reševalnih psov. Zaključila se je poletna akcija Moja izbira je branje. Celjski rokometaši po derbiju s Slovanom jutri gostujejo pri Trimu. V Laškem so namenu predali prenovljen zdraviliški park. Park je bil po katastrofalnih poplavah leta 2023 nujno potreben prenove. Skupna vrednost prenove znaša dobrih 781 tisoč evrov, z dobrimi 317 tisočaki jo je podprlo tudi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Laščani upajo, da bo prenovljen park prebivalcem in obiskovalcem Laškega pomenil več kot le tranzitno območje na poti do mestnega središča. V okviru 780 tisoč evrov vredne investicije pa so uredili tudi komunalno infrastrukturo in javno razsvetljavo, ki so jo poškodovale poplavne vode. Zdraviliški park je en tak ključen povezovalni subjekt, ali pa da rečem temu eno srce kraja Laško, ker povezuje na eni strani mestno središče, pa na drugi strani kompleks termane, zdravilišča, doma starejših in pa tudi stanovanjske soseske Debro. In sam park je kar klical po obnovi že nekaj časa, prizadet je bil namreč tudi v preteklih poplavah, zato sem izjemno vesel, da smo bili uspešni z skupnim tem projektom, ki smo ga nekako zasnovali na idejni zasnovi Termane Laško, vključili zraven Stik Laško kot se pravi naš zavod, ki deluje na področju destinacijskega turizma, in da smo preko tega projekta na eni strani uredili infrastrukturo v parku, se pravi nova tlakovanja, poti, javno razsvetljavo. Hkrati z javnim podjetjem Komunala Laško obnovili tudi vodovod in meteorno odvodnjavanje. Potem Termana je nakupila oziroma uredila novo urbano opremo in pa še dodatno javno razsvetljavo. No, kot tista pika na i pa se je vzpostavilo multimedijsko središče z digitalnim produktom, ki pa je postavljen v pasaži Termane Laško. Pri velikem finančnem zalogaju je Laški občini pomagalo tudi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Celotna vrednost investicije oziroma del, ki je padel na občino Laško, je znašala približno 780 tisoč evrov. Od tega je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport prispevalo velik delež, približno 320 tisoč evrov. Termana pa se je partnersko vključila na način, da je podprla za zaščito in reševanje z zneskom oziroma z donacijo približno 150 tisoč evrov finančnih sredstev v naslednjih nekaj letih. Na ministrstvu so veliko sredstev namenili občinam v celotni državi. Že sam pogled na park skozi na njegovo zgodovino in zdaj na nek način urejen je nek način srce Laškega, in moram reči, da sem zadovoljen, da je tako občina, se pravi lokalna skupnost, kot tudi Termana najprej našla nek dogovor in se prijavili potem na naš razpis in s tem obogatili turistično lokalno infrastrukturo. Mi smo v zadnjih 2 letih podprli približno 57 takšnih projektov razno raznih, kjer na nek način bogatijo destinacije, v tem primeru v Laškem. In glede na to, da vendarle prihajam iz tega konca, sem zadovoljen, da je nastalo res nekaj lepega in da bo to park seveda namenjen turistom, tudi domačinom, in da bo to park srečevan. Laščani bodo lahko tako brez skrbi uživali v parku, ki se ravno v teh dneh preoblači v jesenske barve. Mestna občina Celje je v minulih dneh začela z obnovo mansarde Knežjega dvora. Tam bodo uredili sodoben prostor za začasne razstave. V okviru obnovitvenih del bodo izvedli vzdrževalna suhomontažna dela ter na novo uredili električne in strojne inštalacije. Vrednost naložbe znaša slabih 325 tisoč evrov, od tega bo Ministrstvo za kulturo prispevalo slabih 141 tisočakov. Za izvajalca del je bilo izbrano podjetje Domgrad iz Šentjurja, ki mora z deli končati do 15. novembra letos.
Kinološko društvo reševalnih psov Celje letos obeležuje okroglo obletnico. Minevata namreč 2 desetletji od njegovih začetkov. Jubilej so proslavili s prireditvijo na mestni plaži, kjer so med drugim zbranim obiskovalcem prikazali tudi nekaj utrinkov iz svojega dela. Kinološko društvo reševalnih psov Celje je bilo ustanovljeno 20. oktobra leta 2005. 2 meseca kasneje so postali člani Kinološke zveze Slovenije, leta 2022 pa se je njihova enota reševalnih psov pridružila Zvezi vodnikov reševalnih psov Slovenije. Začeli smo iz nič, bili smo samo dobra ekipa, rabili smo teren, kjer bomo lahko vadili. In to je trajalo leto, 2, 3, da smo to nekako dobili, ta teren. In takrat naprej je šlo 10 let zelo navzgor. Bili smo eni najboljših društev v Sloveniji, najuspešnejših reševalcev. Potem je bilo pa malo upada, generacija, ki je takrat doživela svoje pasje leta, se je malo umaknila, zamenjava je trajala nekaj časa, ampak zopet smo v zadnjih par letih v vzponu in jaz računam, da bomo res v letu 2 postali zopet zelo prepoznavni v Sloveniji na področju reševanja. Primarna dejavnost društva je torej šolanje reševalnih psov in njihovih vodnikov, obenem pa njihovi člani sodelujejo tudi pri različnih reševalnih akcijah, zlasti pri iskanju pogrešanih oseb. Tako so med drugim sodelovali v reševalnih akcijah po potresih v Turčiji in na Sumatri, ob plazu v Logu pri Mangartu ter v rudniku Zagorje Hrastnik. Iskanje pogrešanih oseb poteka na način, da nas poleg ostalih sil zaščite in reševanja aktivira regijski center za obveščanje, ki tudi sporoči zborno mesto. Ob prihodu na zborno mesto se javimo policistu oziroma starešini policijske postaje, ki vodi iskalno akcijo, na kar se razdelimo v skupine, torej skupaj z gasilci, morebiti tudi z jamarji, če gre za območje, kjer je potrebno njihovo sodelovanje. In nato začnemo s preiskovanjem določenega območja oziroma določenega sektorja, ki nam je dodeljen s strani vodje iskalne akcije. Letos smo imeli že 8 iskalnih akcij v gozdu. Mi pokrivamo namreč območje cele Štajerske in Prekmurja, pa še Koroško, in da, ko nas pokličejo na take iskalne akcije, se odzovemo na vsem tem območju. In letos je bilo 8. Nekje v zadnjih 20 letih pa računam, da okrog 200 iskalnih akcij smo na tem našem območju imeli in tudi sodelovali na njih. Na prireditvi, kjer so prikazali tudi nekaj najpogostejših vaj in načinov iskanja pogrešanih oseb, so v predsedniku društva spregovorili tudi župan mestne občine Celje Matija Kovač, poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije Janja Sluga in minister za obrambo Borut Sajovic. Videli ste, da so ekipa res neka dobra, zdrava, povezana druščina, ki ima tudi rezultate. Kot ministru pa dobesedno staremu kinologu mi je jasen njihov pomen v sistemu civilne zaščite in reševanja. Vadimo, iščemo v potresih, ruševinah, poplavah, zemeljskih, snežnih plazovih, ob utopitvah ljudi, ki so se izgubili, ljudi z demenco. Res, rekel, pomembna zgodba na eni strani. Na ta drugi strani pa sobivanje, sožitje človeka, psa. Ja, to je nekaj najlepšega in pomembna je tudi vloga takalih društev, ker z zgledom osveščajo, izobražujejo, kako se za živali skrbi, od vzgoje, šolanja, izobraževanja do nastanitve, do socializacije in tudi do pobiranja ostankov njihovih prebav v parkih. V društvu so izjemno ponosni tudi na poligon, ki ga postopno urejajo za vse vrste šolanja, ne glede na letni čas in vremenske razmere. Imamo svoj poligon, kjer ga urejamo sproti. Seveda ni še tako, kakor bi želeli, ker bivalni del poligona nam precej peša zaenkrat, ampak jaz mislim, da v naslednjih letih, da bomo uspeli tudi ta del kaj popraviti. Vedno pa iščemo področja za iskanje pogrešanih oseb in za ruševini. To je zelo
težko dobiti in take objekte, taka področja, ker vse ruševine, ki so, se ponovadi hitro pospravijo. Želimo si neko umetno ruševino nekje v bližini, da bi imeli še iz tega vidika boljše pogoje za delo. Predvsem pa si želim dobre odnose v društvu, da stvari, ki jih delamo, da uživamo v njih in da bomo s tem najuspešne lahko popravili svoje delo. Sicer Celjsko kinološko društvo reševalnih psov šteje okoli 25 članov. Trenutno reševanje izvajajo s 5 psi, računajo pa, da bodo v prihodnjih 2 letih število povečali na 10. V Osrednji knjižnici Celje so zaključili poletno bralno nagradno igro Moja izbira je branje, s katero so med počitnicami mlade spodbujali k raziskovanju sveta knjig. Na zaključni prireditvi na Muzejskem trgu so mladim podelili nagrade, druženje pa so popestrile plesavke iz plesnega kluba Plac. V Osrednji knjižnici Celje so zaključili še eno uspešno poletje projekta Moja izbira je branje. Pika na i poletne nagradne bralne igre je bila sobotna prireditev. 5. leto smo letos pričeli s to poletno bralno nagradno igro. Poteka nekje od začetka meseca junija, ko se te šolske obveznosti sprostijo in takrat želimo otroke spomniti, da tega branja pravzaprav ne sme biti konec, ne mečkan za hec, ampak ja, želimo, da otroci tudi med poletjem berejo, da ohranjajo to bralno kondicijo, kot radi rečemo, in da se potem v začetku šolskega leta vrnejo tako na polni moči, polni nekih lepih doživetij, tudi tistih, ki jih doživijo z branjem. K letošnjem projektu so pritegnili lepo število otrok, saj so vrnjeno dobili izpolnjenih 150 nagradnih kupončkov. Kjer je bilo razvidno, da so otroci brali, da so se zabavali na 15 različnih načinov in da jim je bilo to branje ena taka izbira izmed vseh tistih mnogih dejavnosti, ki jih sicer otroci med počitnicami počnejo. Zelo radi jih spodbujamo k gibanju v naravi. Torej, meni se zdi, da tisto branje in gibanje, druženje s prijatelji je tisto, za kar moramo otroke zelo nagovarjati, pravzaprav jih spodbujati, ker jih nekako samo na ta način tudi od tega virtualnega zaslonskega sveta zvabimo, da doživijo res nekaj lepega. In radi bi povedali, da pač branje lahko zelo, zelo zabavno početje, tudi med počitnicami. Vsi sodelujoči vsako leto prejmejo tudi nagrade. Bodisi smo podeljevali majice, vse mogoče stvari. Letos smo se odločili, da smo vsem otrokom, ki so sodelovali, poklonili eno majhno beležko z našimi knjižnimi junaki. Naš Miško Knjižko je zelo poznana maskota, ima tudi prijatelje, Oliverja Knjigožerja, Malčko Bralčka, Živka Nagajivka, in vsi ti liki nekako z te beležke vabijo otroke k branju ali pa tudi ne, k pisanju. Poklonili smo jim tudi svinčnik, tak neskončni, recimo se mu reče, bomo videli, kako dolgo bodo lahko otroci pisali z njim, tako mečkam se hecam, pa vendarle želimo, da čisto vsi dobijo majhno nagrado. Potem danes smo pa seveda izžrebali 5 oziroma 6 nagrad. Glavna nagrada je spet kolo. Moram reči, da je kolo res prvič, otroci zelo radi kolesarijo, zelo nekako simbolizira neko gibanje, neko sprostitev, neko preživljanje prostega časa v naravi. Poleg kolesa so izžrebali še 5 prejemnikov družabnih iger, predvsem z namenom, da otroci vse skozi ne gledajo le v telefone, ampak se družijo, bodisi s prijatelji ali pa z družinskimi člani. V derbiju 4. kroga lige NLB je Slovan z 31-29 zmagal na gostovanju pri Celju Pivovarni Laško. Celjani, ki so bili v prednosti večji del tekme, so doživeli prvi poraz v letošnji sezoni, že v sredo pa bodo v derbiju 5. kroga gostovali pri Trimu iz Trebnjega. Slabih 2000 gledalcev v Zlatorogu je bilo kljub porazu mladega celjskega moštva zadovoljnih z njihovo igro in pristopom. Na drugi strani je večina pričakovala precej več od prvega favorita prvenstva, ki ima na papirju daleč najkvalitetnejši in najdražji igralski kader. Pivovari so vodili večji del tekme, gostje pa so na mišice in izkušnje v finišu tekme le strli njihov odpor. Najbolj zaslužna za to sta bila Hrvata,
Leon Levar in Ilija Brozović, ki sta skupaj dosegla več kot polovico ljubljanskih golov. Celjan v majici Slovana, Tim Cokan, jih je dodal 8. Izid bi bil lahko bržčas drugačen, če Celjani ne bi zapravili kar 5 sedemmetrovk. Sploh v drugem polčasu pa so imeli veliko pripomb tudi na delo delivcev pravice. Bili smo res srčni, borbeni, tudi v večji meri disciplinirani. Res pa je, da je potem v določenih trenutkih smo odigrali nekoliko manj zbrano. Ne morem mimo tega, da smo tudi zgrešili 4 ali 5, 7 metrov. In to so take tekme, kjer enostavno moraš realizirati take priložnosti. Mi jih žal nismo. Ampak dobro, prvenstvo je še dolgo, pred nami bo še veliko takšnih tekem in to je neka taka recimo spodbuda, pa neka potrditev, da delamo dobro, da se da in da moramo verjeti, da lahko konkuriramo tudi za najvišja mesta v državi. Žal mi je, da smo zgrešili preveč 7 metrov in pa nekaj zicerjev, ki so nastale danes zmage. Mislim predvsem to, da danes vseeno nekako smo bili enakovredni, mogoče smo bili v nekih segmentih celo boljši od Slovana, ampak nič ne de, to je šport, žal nam je zmanjkalo, treba je zabiti tudi čiste priložnosti, 7 metrovke in pa zicerje za zmago in še enkrat čestitke res vsem fantom in zahvala celi dvorani, ki mislim, da je danes pomagala nam, da smo lahko dosegli, da smo lahko tako dobro igrali in pa da je ustvarila predvsem eno dobro vzdušje in da dvignila v bistvu nivo navijanja v Sloveniji. Mi smo se na ta obračun res dobro pripravili, res smo se posvetili nasprotniku tako vsakemu. Mislim, da smo čez celo tekmo res borili v napadu tako kot v obrambi. Cela tekma je bila res v legalu, gol za gol. Na koncu se mi zdi, da so nas koštale zgrešene 7 metrovke. Da smo zadovoljni, predvsem, da smo zdaj vsi zdravi nazaj, da smo vsi v redu. Zdaj bomo šli tekmo po tekmo in res moramo iti vsako tekmo z zmago, da nadaljujemo to sezono in da na koncu vidimo, kam nas to pripelje. Prvi letošnji dvoboj Celjanov in Ljubljančanov je pokazal, da se lahko pivovarji letos enakovredno kosajo tudi z aktualnimi državnimi in pokalnimi prvaki. Slovan ima še vedno zelo dobro vrhunsko ekipo, tudi oni bodo počasi začeli s tekmami v Evropi, dobivali tudi tam neke izkušnje, hkrati bodo igrali na dveh frontah, tako kot tudi mi, recimo. Tako da je težko, mislim, kvaliteta je nesporna. Je pa res, da imamo tudi mi mlado in res talentirano, perspektivno ekipo in v bistvu mi se bolj osredotočamo nase in verjamem, da če bomo šli po tej poti, da bodo tudi bodoče take ekipe, kot je Slovan, premagljive. Mi ne smemo se ustrašiti nobenega. Od prve do zadnje ekipe moramo iti z miselnostjo na zmago, moramo biti maksimalno motivirani in če bomo šli s takim pristopom kot danes, mislim, da se nam prihodnje v prvenstvu in pa tudi v Evropi in pokalu obetajo dobri rezultati. Po derbiju s Slovanom čaka Celjane že jutri zahtevno gostovanje pri Trimu z nekdanjim celjskim trenerjem Brankom Tamšetom na klopi. Trimo je res zahtevna ekipa, mi se bomo maksimalno pripravili, tako kot na vsakega nasprotnika, šli v tekmo maksimalno in bomo videli, kaj bo to na koncu pripeljalo. Naporen ritem, v sredo že igramo proti Trimu Trebnje, moramo se zdaj malo spočiti, sanirati tiste poškodbice, ki jih še mogoče imamo in pa iti naprej, trenirati še bolj motivirano, še bolj zbrano in še boljše, da bomo še bolj konkurenčni vsem. Imamo nek ustaljen del oziroma ustaljen postopek priprave in verjamem, da bomo oziroma moramo se zbrati za to tekmo, pozabiti na to Slovanom, ker je enako zahtevna, če ne še bolj, ker gremo na gostovanje, enako visoko motivirana ekipa in pričakujem spet podobno tekmo kot danes. Jutri se bo delno razjasnilo, še bo nastala kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo hladen vzhodni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 11 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.
V četrtek bo spremenljivo oblačno, še bo pihal hladen veter severovzhodnih smeri. Na Primorskem bo pihala burja. V petek bo sončno in še nekoliko topleje. Burja bo postopno oslabela. To so bili dogodki dneva. Hvala, ker ste nas spremljali. Ne zamudite pa naše oddaje znova jutri. Nasvidenje.